Razcepljena filologija se stalno popravlja z nastankom novih interdisciplinarnih ved. Med njimi je tudi etnolingvistiko. Ta se je posebej dobro ukoreninila v slavistiki, posebej z rusko in polsko šolo. Medtem ko diahrone raziskave Nikita Nikolajeviča Tolstoja in Svetlane Tolstaje segajo prav do slovanske mitologije, se druga šola, namreč pod vodstvom Jeržija Bartminskega, spogleduje s kognitivnim jezikoslovjem in jo s sinhronim pristopom dela bolj privlačno. Namen tukajšnje monografije je oceniti dosedanje delo na tem področju in ozavestiti novo interdisciplinarno smer, ki bi povezovala etnologijo in jezikoslovje različnih smeri v našem prostoru. Etnolingvistika po slovensko skuša slediti njuni metodologiji, še prej pa ozavestiti njeno predzgodovino v 19. in 20. stoletju na slovenskih tleh. Najbolj drzen je bil danes pozabljeni Davorin Trstenjak, terensko najbolj zanesljiv Frane Erjavec, Matija Murko poznanstveno tako prodoren, da ga je nemška filologija povabila v uredništvo revije Wörter und Sachen, ki je s sodelovanjem številnih narodnih filologij utirala pot današnji etnolingvistiki. Poleg tega knjiga namreč ne želi prezreti posebnih okoliščin, v katerih se slovenski jezik na vseh 4 straneh neba bojuje za svoj obstoj. V drugi polovici 20. stoletja sta za slovensko etnolingvistiko najbolj zaslužna, le da se nista teoretično opredeljevala do nje, akademika Milko Matičatov in Pavle Merku. Na naklonjenost vanjo zajetim vprašanjem je najbolj vplivala njuna lastna izkušnja o sliku 2 narodov in 2 jezikov. Herte Lauseger z Inštituta za slavistiko Univerze v Celovcu pa se sodobni zamisli etnolingvistike približuje s kratkimi dokumentarnimi filmi o posameznih kmečkih delih med koroškimi Slovenci. Informatorji pred kamero v živo poimenujejo posamezne predmete in obnavljajo delovne postopke tradicionalnih kmečkih panog, kar pride prav predvsem za ohranjanje besedišča in slovenskih, pa tudi nemških koroških narečij. V razdelku o narodni identiteti je težišče na jezikovni problematiki Slovencev v sosednjih državah. Poglavje o povezanosti jezika in noša dokazuje, da vprašanje ni zgolj akademsko, temveč v resnici kulturno in politično, saj sta jezik in nekdaj predvsem narodna noša postala in zadolgo ostala statusni simbol narodne identitete. Prvi od njiju je do danes ohranil svojo težo, medtem ko je sijaj druge že zdavno izbledel. Se bo tako, kot se že danes na severni polobli oblačilna kultura globalizira, zgodilo tudi z jezikom in se bodo naši potomci po celem svetu pogovarjali v enakem jeziku, le z nekaterimi pokrajinskimi ali krajevnimi posebnostmi. V razdelku o regionalni identiteti je karakteristično poglavje o več kot 10 slovenskih ljubiteljskih narečnih slovaških, pa tudi o hišnih imenih, medtem ko se v celostni predstavitvi Prekmurja prepletata etnolingvistično in folkloristično izhodišče. Osebna identiteta pa se razkriva v razmerju do drugega, o čemer v razdelku pričata 2 poglavi o zbadljivkah, ki so urejene v pregleden sistem. Še bolj intimna, namreč osebna identiteta je v osebnih izpovedih, o čemer priča poglavje o ustvarjanju Zlatka Pohobradskega s križišča slovenske in hrvaške zgodovine in kulture, namreč izhaja iz Gorskega Kotarja. Knjiga želi predvsem sistemizirati snov in nastavlja probleme, njihovo reševanje pa prepušča mladim rodovom. Razumem jo kot prvi korak k konstituiranju nove interdisciplinarne vede. No, na koncu še enkrat zahvala, da bi pa kar predstavila avtorje 2 naslednjih knjig iz zbirke Glasovi. Obe imata neko simbolično, vsebujeta neko simboliko, skratka 49 je 7x7, 7 povemo, da je sveto število in prihaja z Gorenjske, druga pa je 50 in zato jo imenujem zlata, saj veste, da so zlate poroke, pa še kaj drugega. Hvala lepa.